Spoštovane maturantke, spoštovani maturanti, za vami je izjemno leto, izjemno, ker je bilo posebno. Izjemno pa tudi zato, ker ste kljub temu uspeli opraviti veliko stvari, ki ste si jih zadali v načrt za zadnji letnik gimnazijskega izobraževanja. Jaz verjamem, da ste znali kljub vsem ukrepom izkoristiti priložnosti, ki jih je pred vas postavila ta nova kriza, po drugi strani pa seveda tudi doseči tisto, kar ste si zadali, uspeh v 4. letniku in pred vami je seveda tudi še matura in potem vpis v univerzitetno izobraževanje. Pri tem so morda v tem šolskem letu prišle pred vas popolnoma nove vrednote ali pa vrednote, ki so dobile novo težo. Tako pomoč, sodelovanje, podpora in pa kljub temu tudi dosežki na področju tekmovanj in uspehi. Delil bom z vami rezultate letošnjih priznanj. Srebrne astre v 4. A prejmejo Blaž Šabeder, Luka Lesjak, Marko Sovajac, Jerneja Štamfer. V 4. B Luka Držič, Melanie Gobec, Lana Žgeč. V 4. C Jana Zorko, Aneja Šulina, Maša Toplak, Barbara Prevalnik, v 4. D Nataša Sernc, v 4. E Maruša Hrnčič, Žiga Koren, Špela Kovačič, Alja Kranc, Jure Štern in Pija Kramberger. V 4. F Maša Štraus, Nejc Kvas, Mojca Rob, Laura Šantl, Katja Štih. V 4. G Julija Fajt, Anja Beras, Alja Horvat, Klara Richter, Elena Šuntner in Iza Waldhuter. Zlato astro prejme dijakinja 4. G oddelka Tinkara Drstvenšek. In dijak leta v tem šolskem letu je dijak 4. F oddelka Marko Balažič. Vsem iskrene čestitke, seveda tudi čestitke vsem prejemnikom bronastih aster, ki jih boste prijeli ali ste jih že prijeli v srečanjih z razredničarkami oziroma z razrednikoma. Nekako je pred vami še zaključek. Letošnje leto je drugačno tudi po tem, da je ta protokol odraščanja drugačen. Veliko stvari umanjka. Maturantska ekskurzija, maturantski ples. Vendar verjamem, da te preizkušnje, ki so bile pred vami, vam prinašajo tudi veliko novih izzivov. In boste zato generacija, ki boste svojo karierno pot gradili drugače, vendar bo vaša. Vse dobro na tej poti. Spoštovani, pozdravljeni na zaključni prireditvi maturantov. Letošnje šolsko leto nam je prineslo veliko sprememb, ena stvar pa ostaja enaka. Poslavlja se še ena generacija, generacija 2002. Ko smo leta 2017 prvič prestopili prag naše lepotice na Maistrovem trgu, smo predse dobili prazen, bel in nepopisan list papirja. Tabula rasa. Tisoče je načinov, kako smo list zapolnili. Tisoče zgodb, tisoče spominov, tisoče anekdot. Uvod je pri sleherni generaciji vedno najtežji in tudi naša ni bila izjema. V jedru beseda steče, mi pa se postopoma razvijamo. Zdaj pišemo zaključek, saj je prostora na listu zmanjkalo. Samo še ena poved, samo še matura, samo še končno ločilo.
Some of the old songs, sir. Yes, ma'am. It's been a long time. Vsak razred je sestavljen iz veliko različnih ljudi, ki prihajajo iz dosti različnih koncev, imajo različne sposobnosti, hobije in interese. Tudi 4. F ni izjema. Družimo se športniki. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger Umetniki, if ever you're afraid. He said one day you'll live this ljubitelji živali in rastlin, life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights that never die. My father told me. navdušenci nad glasbo, ljubitelji avtov, tisti z malo bolj vročimi znanji, Start pouring down, light a fire they can't put out, carve your name into those shining stars. He said go venture far beyond the shores, don't forsake this life of yours. in čisto vsak od nas ima ambicije v življenju, in zato je potrebno veliko učenja. He told me, son, don't let it slip away. When I was just a kid, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger. Zagotovo pa so 4 leta gimnazije naredile svoje. He said one day you'll leave this world behind. Vendar, najverjetneje nihče od nas ne bi izbral drugačne poti, če bi imel še eno priložnost. When I was just a child, these are the nights that never die. My father told me. In naj noben ne reče, da se tudi obšolsko ne znamo zabavati. These are the nights that never die. My father told me. Posebna zahvala pa gre naši razredničarki Brigiti Praprotnik za čudovita 4 leta. Polni smeha, igrivosti in veliko posredovanega znanja. Hvala vam. Nasvidenje! I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and right on time. Oh, never in my life have I seen the sky light up like this. I'm far away from Earth and I wanna know if you exist. Mission control, do you read me? Send me my coordinates lately. Mission control, am I drifting? Tie me to someone who will love me. Yeah, wait, I think I'll last a bit longer. Find another reason to breathe this air. And now we made for ourselves. This won't be the last time. Oh, never in my life have I seen the sky light up like this. I'm far away from Earth and I wanna know if you
smeha, veselja, zabave in seveda najpomembneje opravičenih ur. Hvala vam, da ste nas podpirali, ko smo bili pridni in pa tudi takrat, ko smo delali norije. Veliko srečo smo imeli, da smo vas imeli za razrednika, saj ste nam dali najboljšo popotnico v odrasli svet. Iz srca vam lahko rečemo samo hvala. Zgodba o ključu izhaja iz zlate dobe cesarstva Prve gimnazije Maribor iz časa vladavine 4. Ohranjena je zaradi Lukrecija iz Lovrenca na Pohorju, ki je v tem času predstavljal cesarjevo desno roko in se je po predaji posvetil filozofiji in zgodovinopisju. Kljub temu, da delo ni v celoti ohranjeno, imamo ohranjene pomembne izseke, ki nam dajo odličen vpogled v tedanje dogajanje. Čas naše vladavine se je iztekel. Naše mesto so sedaj prevzeli drugi. Kot podgane so nas nagnali in prisilili, da jim predamo najsvetejši predmet cesarstva. Ključ. Ključ, ki nas je prek trnja pripeljal do zvezd. Nekateri si ga želijo priboriti nazaj in ponovno vzpostaviti našo vladavino. Sam pa sem mnenja, da je nekatere stvari potrebno prepustiti zgodovini. Zato sem se odločil zapisati našo zgodbo. Kot nosilci ključa in najvišjih položajev v cesarstvu smo želeli vzpostaviti mogočno armado, ki nam bo služila in branila domovino. Začeli smo prirejati tekmovanja in prireditve, v katerih so se nam predstavili mnogi poveljniki z lastno vojsko. Po previdnem izboru najmočnejših smo se odločili, da preverimo njihovo poznavanje cesarstva, saj je velik pogoj za dobro armado poznavanje okolja, v katerem se borijo. Ob 170. obletnici cesarstva smo priredili kviz, ki je natančno preverjal njihovo poznavanje domovine. Tukaj sta se najbolj izkazala 3A in 3F. Sledila je huda zima in mnogi so zaradi bolezni morali ostati doma. Naš načrt se je porušil. Vseeno pa nismo želeli obupati in smo se odločili, da izvedemo izpraševanje o njihovem stanju na domu. Ker se je bližal čas božiča, so nam mnogi poslali slike okrašenih soban in povrh celo voščilnico, v kateri so ljudstvu zaželeli vesele praznike. Najbolj je izstopala voščilnica 3C, ki je bila tudi objavljena v cesarskem glasilu. Po končanem praznovanju je napočil čas, da se naši izbranci ponovno vrnejo v dobro fizično pripravljenost. Organiziran je bil pohod, v katerem so nabirali kilometre in s tem dokazovali njihovo sposobnost. Tudi ljudstvo je tako lahko sodelovalo in podajalo glasove svojim favoritom. Nekateri so svojo sposobnost dokazovali na drugačen način. S svojimi prispevki so dosegli mnoga priznanja na Prešernovem natečaju in s tem zvišali moralo svojega oddelka. Poznega januarja so se začeli pogovori s poveljniki. Vsak izmed njih je imel možnost podariti dodatne točke svojemu oddelku in predstaviti argumente, zakaj si zaslužijo biti povišani v pretorijsko gardo. Napočil je marec in bil je čas za odločitev. Po dolgih pogovorih in ocenjevanju sposobnosti smo se odločili, da povišamo 3A, 3C, 3E in 3F. Ti so sedaj predstavljali našo osebno stražo. Kmalu pa se je med njimi vnela državljanska vojna. Spopadi so trajali vse do 16. aprila, ko smo na podlagi poslanih predstavitvenih posnetkov oddelkov prejeli sporočilo, da sta 3A in 3E premagala 3C
in da se je tretji F samostojno umaknil in ustanovil svojo žepno državico v našem cesarstvu. Premirje je bilo kratkočasno. Vneli so se ponovni spopadi med tretjim A in tretjim E, ki so bili odločeni 13.5. Zaključnega boja sta se udeležila tudi poveljnika oddelkov, ki sta zadala mnoge pretresljive udarce nasprotniku. Zaključujemo naš kviz z zmagovalcem tretjim A-jem. Čestitam! Zmagal je tretji A in s tem dokazal, da je njihovo poznavanje zgodovine, geografije Slovenije, umetnosti in kulture ter znanih Mariborčanov superiorno. Kljub temu pa se njihova krvoločnost ni končala. Začeli so napadati sam vrh cesarstva. Želeli so naš ključ. Zaradi slabe organizacije in bojevanja z zunanjim sovražnikom po imenu Matura nismo bili sposobni obraniti ključa in smo bili prisiljeni k predaji, ki je potekla 19. maja. Pripravljeni za prisego? Pripravljeni za prisego. Prisegam. Prisegam. In se rotim pri mali latinski slovnici. In svoji časi. Da hočem zvesto. In za vso svojo dušo. Z vsem svojim srcem. Z vso svojo voljo. Prevzeti na svoja pleča odgovornost, ki mi jo nalaga ta ključ. Obljubim, da bom skrbno organiziral prireditve, prirejo tekmovanja, da bom gospodu razredniku pokoren in da bom zmeraj poslušal njegove nasvete. Tako mi Platon pomagaj. Ergo Platon. S tem se je zaključila naša zgodba. Našo mesto so prevzeli tretji A. Upam samo, da bodo pravični in sposobni vladarji. Naš razred je pred 4 leti, ko je prišel na prvo gimnazijo, verjetno izgledal zelo prestrašen, tih, nepovezan. Mogoče smo v teh 4 letih se povezali manj, kot bi se mogoče lahko, ampak vseeno vemo, da odhajamo iz prve gimnazije z veliko novih prijateljstev in z nekaj nepozabnimi trenutki, ki smo jih skupaj doživeli, in pa z veliko znanja, ki smo ga pridobili od vseh profesorjev, ki so nas poučevali. Zavedamo se, da profesorjem nismo prav nič olajševali do sodelovanja z nami. Pogosto smo bili nekomunikativni, v bistvu večino časa, in pa večkrat pokazali malo zanimanja za učno snov. Zaradi tega smo še posebej hvaležni, zato ker brez njihovega potrpljenja ne bi nikoli delali te prve gimnazije. Posebej smo pa še hvaležni naši razredničarki profesorici Renati Hvali. Brez nje bi težko veliko stvari opravili. Pokazala je veliko truda za nas, se trudila za nas, nam pomagala, nas spodbujala, večkrat k večjemu učenju, ponavadi pa k večjemu sodelovanju. To k večjemu sodelovanju pač je mogoče včasih ni ravno obrodilo sadov. Zaradi vašega truda in truda vseh profesoric in profesorjev smo lahko prepričani, da bomo z lahkoto opravili s fakulteto in pozneje z življenjem. In kot bi naša razredničarka rekla, z lahkoto ostali na vlaku. Hvala vam za to. Hvala. 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 Pozdravljeni!
Moje ime je Luka in danes vas bom popeljal na potovanje, kjer bom vam razkazal različna živa bitja, ki se nahajajo v divji džungli 4. veka. Tukaj imamo izjemen primer Politicus activitus, oziroma kako ga slovenščini pravimo poliaktivčana. Znani so potem, da čakajo v zasedi na konflikt, ki se pojavi v džungli. Tukaj vidimo enega Politicus activitusa, ki se nahaja na vrhuncu divinskega spora. Gremo dalje. Naš naslednji primer je Artistica gallica, znana po svoji tišini, toda nas to ne zavede. To bitje je tihi plenilec, pripravljeno in čaka v zasedi. Glavna karakteristika prihajajočega napada je, da riše in se tem zavede plen. Gremo dalje. Slišite to? To so človeke, znane po svojem latinskem imenu Narrate Constantiae. Znane po svojih hitrih in agilnih premikih, ter hitrem in skoraj neopaznem prenosu informacij. Aha, slišite to? To pa so kretači. Kretači so podvrsta človeka. Mislim res, ti bi se bolj in ne da glumi. Kretači so podobni kot človeke, s tem, da je njihov govor bolj robusten in bolj glasen. A niso super? Vidiš to? To? Popoln fokus. Čisto nič zaznal iz okolice. To je mobile lude. Znam po svoji nepremičnosti. Kak svetovno. Gremo dalje. Tukaj imamo makiljarke. Makiljarke so znane po svojem pogostem menjavanju perja v skladu s sezonom. Svojo lepoto pogosto uporabljajo za to, da bi manipulirali z samci. Kot sta ta dva. Ta dva se trenutno nahajata v epski bitki za prevlado. Samec, ki izgubi, se mora povleči iz okolice in ostati brez hrane za zimo. Gremo dalje. Tu so šlafarji. Šlafarji so znani po tem, da hibernirajo v času pouka, čakajoč na odmor. Tukaj pa so ponavljači. To so tisti, ki so ponavljali. Kje so ponavljači? Kam ste dali ponavljači? Vi se zavedate, da sem oddajo za vodi tukaj. Jaz sem otroke za nahraniti. Kje so ponavljači? Jaz sem družino za nahraniti tukaj. Kot prokonzul 4. B razreda bi rad izjavil, da čeprav je Jupiter vedno bil na naši strani, vse to, kar smo dosegli, ne bi bilo mogoče brez profesorjev in drugih uslužbencev Prve gimnazije Maribor. Tako da se zdaj kot razred vsem zahvaljujemo. Gracia plena! Prva gimnazija Maribor, lepotica na Maistrovem trgu, ena izmed najmarkantnejših zgradb v tem delu Srednje Evrope in hkrati tudi dom ene izmed najzanimivejših živalskih vrst na našem planetu, 3. A razreda. Kdo so in kaj so? Danes ekskluzivno v naši oddaji. Zgodba se začne prav tukaj, pred stavbo Prve gimnazije. Točno na tem mestu jih je davnega leta 2017 sprejel on, vodja tropa, mit in legenda, profesor Mitja Kobale. Profesor Kobale je najstarejši in najizkušenejši član te živalske vrste. S pomočjo svoje modrosti deli nasvete, spodbude in neupravičene ure. Še raje pa deli znanje geografije, še posebej pa rad poučuje o kamninah, kar pa tropa ponavadi ne razveseli preveč. Tisalija Šober je takoj po profesorju druga po družbeni moči in družbenem ugledu v našem razredu. Je predsednica. Po vzoru predsednika Boruta Pahorja je tudi ona med karanteno posnela poslanico v tujem jeziku, ker smo klasiki v latinščini. Professores ediaques, in vino veritas, in aqua bacterias, romanes eunt domus. Zalo Koler, Jernejo Štamfer, Natko Gostenčnik in Beo Gruber Pavalec so ujele naše kamere. Vidimo Zalo, razredno fitneserko in inštruktorico. Jerneja pridno sedi in pozorno posluša. Že je v prostor vstopila Natka, ki je spet zaspala. Kljub temu pa je zrihtana v nulo. Kje pa je Bea? V Astoriji, pravite. Višja prisotnost tam kot v razredu. Okej. Bea je pionirska plesalka. Svoj tip plesa je poimenovala Kaj se zgodi, če poješ preveč pekoče omake.
Pleši, 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 pleši nocoj. Se vse povsod, kjer bom zapel, se vsak bo rad vrtel. Luka Lesjak prihaja iz najbolj eksotičnih krajev, iz Lovrenca na Pohorju. Kako ga je prva spremenila, si poglejmo v naslednjih posnetkih. Tako je Luka izgledal pred prvo. Kaj je šel javno? Kaj bi rad? No, tako pa Luka izgleda danes. Niso pa vse zgodbe tako srečne kot Lukova. Lucijo Rozman smo namreč v Istri izgubili. In to dvakrat. Za našo oddajo je delila svojo zgodbo. V bistvu je kriv Blaž, ki je rekel, da smo vsi, čeprav nismo bili vsi, in tako sem se izgubila pred muzejem. No, za drugič sem pa vseeno sama kriva. Slučajno sem sedla na napačni avtobus s korejskimi turisti. In če takrat ne bi slišala glasu vodje našega tropa... Dobro, 3A smo vsi na avtobusu. Manjka kdo? Tisak, manjka kdo? Lucija. Že spet Lucija. Aha, se vidim, se prehaja tam. Me prav zanima, zdaj v kjer avtobus bo šla. Lucija, pa ne ta avtobus, to gre na Kitajsko. Vidiš, že sami Kitajci gor, k nam pride. Pst, pri naslednjih dekletih Mili Kos, Jani Velički in Anji Spasovski pa moramo biti čisto tiho, da jih ne prestrašimo. So namreč zelo tiha bitja, ki se le redko oglasijo. Prisotne, a neopazne. V času karantene sta se Nika Bračko in Mateja Elbl odločili, da bosta kolesarili. To prakso želita nadaljevati tudi po koncu karantene, saj sta nam sporočili, da tako veliko prej prideta iz Gornje Radgone v Maribor, kot pa z javnim linijskim prometom. Matevž Čelik in Žiga Fic se nam predstavljata z naslednjim mimom, oziroma kot se temu pravilno reče v slovenščini, z jazom. Zajebavaš, ne? Kot največji fenici naše male klinike, Nika Ritonja in Laura Rejp dobro poosebljata nekatere osebe v tej seriji. Niko smo tako začeli klicati Cveto, Lauro pa gospod Debelc. Lara Kocbek in Jerneja Volmajer sta čisto nasprotje, kot Jing in Yang. Lara je energična in vedno polna energije, Jerneji pa se cel svet zdi kot en velik in dolg ponedeljek. Sta dokaz, da lahko tudi dve čisto drugačni osebnosti prevzameta obliko prijateljstva. Marka Sovajaca so naši fotografi ujeli prejšnji petek pred slovenskim parlamentom. Ne moremo ga obtožiti, da nosi majico s kontroverznim Josipom Brozom Titom. On namreč je Josip Broz Tito, pa čeprav v malce bolj moderni obliki. Nino Ornik je razredni športnik silak. Poglejte, kako neuporabne stvari lahko počne s svojimi mišicami. Lahko si obleče majico, medtem ko dela stojo. Uporabno? Ne. Cool? Definitivno. In nazadnje sem tukaj še jaz, Blaž Šabeder. Ponosen član tega tropa in tekač na dolge proge. Lažem, v resnici sem zelo nesposoben športnik. Jaz sem iskalec. Kaj iščem? Iščem ključ. Ključ, ki odpira vsa... Kaj si normala? Jaz sem sprehajalec. Kot hodim, po trnju. Kam grem, do zvezd. Popisali smo list, končali šolo, predali ključ. Naša zgodba na prvi je zaključena. Fabula acta, causa finita. Ob tej priložnosti bi se rad v imenu vseh dijakov 4. letnika zahvalil našim profesoricam in profesorjem. Ne bom vam rekel, da ste najboljši. To rečejo vsi dijaki svojim profesorjem na srednjih šolah in gimnazijah v Sloveniji. Beseda najboljši je zato izgubila svoj pomen in žlahtnost. Če bi bili najboljši, bi bili roboti. In če smo česa po letu in pol šolanja nadaljavo siti, smo siti robotov, ekranov in računalnikov. Spoštovane profesorice, profesori, bili ste ljudje. Vsak s svojimi lastnostmi, hibami, smislom za humor, vsak s svojim karakterjem, svojo osebnostjo. To vas je delalo edinstvene in zaradi tega smo vas spoštovali, se po vas zgledovali, vas jemali za svoje, za naše. Zapomnite si, da ste prav vi najbolj vplivali na to, da naš list ni ostal nepopisan. Hvala. Enako velika zahvala gre tudi ostalim delavcem šole in mlajšim dijakom. Prav vsi ste del 171 let starega mozaika, ki se dopolni za vsako novo generacijo. Spoštovani profesori, pazite na naše mlajše sotrpine. Dragi mlajši sošolci, vi pa pazite na naše profesorje. Tako se poslavljamo mi. Nadaljavo. Upamo, da vam naslednji maj prinese več optimizma in več normale.
Želimo vam uspešen zaključek šolskega leta in še uspešnejši začetek naslednjega. Nasvidenje. Zbudi me za praznik, kot si me zbujala takrat, ko 1. maj je bil zelen jurek gratovih trat. Bosa sva ležala, gola pozabila na mrazu. Ali se še spomniš lučk, ujetih kitom tvojih las? Preden se vnajuje čas, saj te ne obsojam, saj vem, da si ravnala prav, si pač odšla za njim, ki ti bo lahko nekaj dal. Čudovita žena, zavetju krasnega moža, ki lahko kupi čas, ki zna, ki zmore, ki ima. In ne opazi, ko te ni doma. Za 1. maj, zbudi me, ko stal bom lajn. Veš, jaz pa ostajam brez skrbi v svojega sveta, Vpit med gostilno dom in hladna jutra delavska.